dragi učenci, čim manjše, oziroma da boste dobili ideje, kako jih premostiti, da boste pri tem odločanju čim bolj, da bo vaša odločitev, vaša izbira srednje šole čim bolj ustrezna. Pozdravljam tudi vse ostale, ki ta webinar namenjen je učencem. Pozdravljeni pa tudi vsi ostali, ki učence pri tem spremljate, učitelji, svetovalni delavci, starši in tudi vsi tisti, ki boste ta posnetek tega predavanja, ko bo objavljen naknadno, tudi še. Tako, pa če kar začnemo z vsebino. Torej, najprej bi rada povedala nekaj o tem, kaj odločanje sploh je. Odločanje je v bistvu proces, ki ga mi izvajamo vsakodnevno. Kar pomislite, učenci, kaj vse ste se danes zjutraj že odločili. Od tega, kaj boste jedli za zajtrk, do tega, kaj boste najprej naredili od šolskih nalog, ki so vam ostale, do tega, ali boste aktivno sodelovali na tem predavanju in celotnem sejmu, ki poteka sedaj v tej virtualni obliki. To so torej vsakodnevne odločitve. Karierne odločitve so pa vse tiste odločitve v zvezi z našo kariero ali z drugimi izrazi, izobraževanjem ali s kakršnimkoli drugim usposabljanjem ali pa zaposlovanjem. In karierne odločitve so ene pomembnejših odločitev v naših življenjih, zato je potrebno, da si za njih vzamemo čas, da se zavedamo, da so te odločitve zahtevajo določen proces, ki traja dlje časa in se ne zgodi kot enkratni dogodek, da je za te odločitve vredno razmisliti in se o njih tudi pogovarjati. Zdaj, vi že v bistvu celo svoje življenje skozi razne aktivnosti v šoli in doma pridobivate vzgled v zvezi z odnosom do dela, v zvezi z poklici, ki v vašem okolju obstajajo in jih opravljajo bodisi vaši starši, bodisi drugi, ki so vam blizu. Skozi vsa ta leta v bistvu pridobivate informacije o tem. In potem v šoli se že vrsto let spoznavate same sebe skozi razne šolske predmete. Dobivate informacije o tem, kakšni so in kako se vi znajdete v njih, torej kako vam gre na določenih področjih. Tako informacije o sebi pridobivate tudi z udejstvovanjem v izvenšolskih dejavnosti, tako v kakšnih krožkih, pa tudi v raznih hobijih, ki so pa sploh izven šole. In skozi ves ta proces vi dobivate pomembne informacije o samem sebi in o vlogah, življenju, poklicih, delu, ki obstaja. In vse to so koristne informacije, ki jih boste uporabili pri tem, ko boste izbrali srednjo šolo, ko boste izbrali poklic, ki ga boste opravljali. Zdaj, ta pot do te odločitve, do te izbire je tako kot ta labirint, za nekatere lahko enostavna in jo bojo rešili tako mimogrede, za druge je pa lahko težavna in na tej poti naletijo na razne ovire. V nadaljevanju predavanja se bomo zadržali kar nekaj časa pri tem, da bomo govorili o tem, katere so pa tiste pogoste težave, ki ob tem lahko nastanejo, o katerih poročate učenci, da jih najpogosteje imate, ko izbirate srednjo šolo in ko se odločate o tem, kaj bi v življenju delali. Najprej bomo te težave opredelili, povedali nekaj o njih. Če se boste v njih prepoznali, bojo pa potem v nadaljevanju sledili tudi smernice, nasveti, kako lahko te težave čim bolje premostite. Tako kot je ta mozaik zgrajen iz različnih kamenčkov različne vrste, tako so tudi težave pri kariernem odločanju zelo raznovrstne. In tako kot so ti kamenčki raznoliki po velikosti, so tudi te težave raznolike po velikosti. Nekateri imate mogoče
manjše težave na določenih področjih, nekateri srednje, nekateri pa velike. Tisti, ki nimate tovrstnih težav in ste se že odločili, v katero srednjo šolo se boste vpisali in tudi kaj boste po poklicu v bodoče, ali pa mogoče samo eno od tega, kaj boste, torej katero srednjo šolo boste izbrali, glede poklica pa še ne, pa lahko skozi to predavanje vidite, ali ste na tej poti upoštevali vse te pomembne dejavnike pri izbiri. Torej, učenci poročajo, da imajo pogosto težave pri kariernem odločanju zaradi tega, ker premalo poznajo sami sebe. Kaj s tem mislim? Premalo poznajo svoje interese, kaj jih sploh veseli. Potem premalo poznajo svoje sposobnosti, v čem so torej dobri, na katerem področju, ali jim bolje grejo številke, ali jim bolje grejo besede, ali so bolj družboslovno naravnani, ali so bolj naravoslovno naravnani, recimo v tem smislu, premalo poznajo torej svoje sposobnosti. Tudi to, ali bi zmogli, ali je za njih primernejša srednja poklicna šola, ki traja 3 leta, ali je za njih primernejša srednja strokovna šola, ali gimnazija, ki se potem nadaljuje z študijem, ne? Druga vrsta težave je to, da pogosto povedo, da jim primanjkuje informacij. Primanjkuje jim informacij sploh o šolah in o programih, ki jih te šole ponujajo. Informacij o poklicih, da jim primanjkuje informacij o torej srednjih šolah in katere programe ponujajo, in sploh o tem, kako bi naj ta proces kariernega odločanja potekal, kaj vse je potrebno pri tem upoštevati, na kaj je potrebno paziti. Tudi o tem bomo v nadaljevanju predavanja več spregovorili. Dostikrat učenci povedo, da imajo težave pri kariernem odločanju zato, ker imajo drugi drugačno mnenje o tem, kaj je za njih primerno in dobro. Torej, ti drugi so večinoma starši in pa prijatelji, ki so zelo pomembni v tem obdobju in veliko z njimi sodelujete. In kadar se pojavi to, da vaši starši imajo drugačno mnenje o tem, kaj bi bilo za vas bolje, ali pa prijatelji, da bi šli na drugo šolo, razmišljajo, da bi šli na drugo šolo kot vi, torej je pogosto poročajo učenci tudi o težavah zaradi tega. Naslednji sklop težav se nanaša na pomanjkanje motivacije za odločanje. Torej, da učenci se ne odločajo o tem, ker jih izbira šole še ne skrbi preveč, ker se jim zdi, da je do tega še veliko časa, ker se jim zdi, da je še prehitro, da bi se ukvarjali s tem, kaj bojo v življenju počeli in podobno, da preprosto nimajo motivacije za odločanje, ne? Potem še zadnja vrsta težav, ki jo bomo nagovorili tudi v tem predavanju, je pa to, da imajo učenci glede odločanja v zvezi z šolo tudi pogosto prepričanja, ki pa so napačna. V smislu, da je samo ena šola tista, ki je prava zame in nobena druga. In da če ne bom prišel na to šolo, s tem ne bom mogel uresničiti vseh svojih želja, ciljev in sanj, recimo, ne. To je eno tako prepričanje, ki pa ne drži čisto in tudi o tem bomo v nadaljevanju še spregovorili. Ja. Zdaj pa gremo k drugemu delu tega predavanja, torej kaj pa lahko naredite, da bi te težave čim bolje premostili. Veliko lahko naredite sami, v nadaljevanju bomo pa tudi spregovorili o možnih pomočeh, ki jih lahko dobite, če jih boste potrebovali. Torej, kaj lahko naredimo, da bi sami sebe bolje spoznali? Predvsem moramo o sebi dobro razmisliti in sicer v kakšni smeri? O svojih interesih, kaj vas torej zanima? Razmisliti o svojih sposobnostih, v čem sem dober,
katero področje mi dobro leži. Razmisliti o svojih osebnostnih lastnostih. Kakšen torej sem? In ali so poklici, o katerih sem razmišljal, skladni z vsem tem, kaj ugotovim v razmisleku o samem sebi na ta način. Kakšne so moje učne navade? Ali sem pripravljen vlagati trud, pripravljen delati doma in tako naprej. Kakšne so moje šolske ocene? Druga stvar, kaj lahko naredite, da bi sami sebe bolje spoznali, pa je to, da se s svojimi pomembnimi drugimi, starši, prijatelji, vrstniki, sorodniki, drugimi odraslimi v vaši sredini pogovorite o tem, kako vas vidijo, z učitelji, z mentorji različnih krožkov, ki jih obiskujete, različnih hobijev, da se pogovorite z drugimi torej o tem, kako vas vidijo. Tretja stvar, s katero si lahko pomagamo pri tem, da bi bolje spoznali samega sebe, da bi se bolje raziskali, pa so različni pripomočki. V nadaljevanju vam bom dva podrobneje predstavila. Eden je računalniški program Kam in kako, mogoče ste že slišali za njega, mogoče ga je kdo od vas tudi že opravil. Ta računalniški program Kam in kako vsebuje interesni vprašalnik, ki vam predlaga primerne poklice glede na to, kako vi odgovarjate na vprašanja. Omogoča vam pa tudi raziskovanje svojega osebnostnega sloga, če odgovorite na dodatna vprašanja. Drugi tak pripomoček je pa spletna aplikacija e-svetovanje, kjer lahko prav tako raziskujete svojo osebnost in pa svoje interese. Pa bomo v nadaljevanju pogledali sličice teh programov, da si boste lažje predstavljali. Torej, Kam in kako je računalniški program, ki vam predlaga poklice glede na vaše odgovore v zvezi z interesi. Registracijsko kodo za opravljanje tega vprašalnika lahko dobite v šolski svetovalni službi ali pa v kariernem središču. Spodaj je pa tudi povezava, na kateri lahko pridete do prve registracijske strani tega programa. Kot je sodelavka že povedala, bomo ob koncu predavanja te prezentacijo tudi delili z vami, da boste imeli vse te povezave na enem mestu. Tako da tudi torej z takimi pripomočki, poleg pogovora, poleg razmisleka o samem sebi, lahko same sebe tudi raziskujemo, svoje interese, osebnostne lastnosti. Tudi to je možnost v programu Kam in kako, da če odgovorite na dodatna vprašanja, ki vam jih program omogoča, lahko raziskujete tudi vaš osebnostni slog. Torej, kakšni ste po naravi in kaj imajo ljudje, ki so takšni po naravi kot vi, kaj je za njih značilno. Druga spletna aplikacija, ki sem jo omenila, e-svetovanje, pa izgleda tako in na tej levi strani imate prav tako zavihke, ki vam lahko pomagajo pri raziskovanju interesov in vaših osebnostnih lastnosti. Dostopna je pa prav tako na spodnji povezavi, je prosto dostopna, priporočamo pa registracijo, v program, ker v tem primeru si lahko rezultate raznih vprašalnikov tudi shranjujete v posebno mapo. Ja, kaj pa lahko naredimo, da bi bolje spoznali poklice? Da bi bolje spoznali poklice, je predvsem pomembno, da opazujemo poklice okoli sebe, da razmišljamo o njih, da o njih tudi sprašujemo, tako doma, da se starši pogovorimo o tem, s čim se ukvarjajo, z drugimi sorodniki, z učitelji v šoli, z šolsko svetovalno delavko recimo, in da sprašujemo. Pogosto je težava v tem, da poklice se nam zdi, da jih dobro poznamo, pa če prav pomislimo vprašanje, če res dobro vemo, kakšne so naloge, kako izgleda tipičen dan nekoga, ki nek poklic opravlja,
kakšne so naloge, kakšna je potrebna izobrazba za opravljanje tega poklica, ne. Pomembno je, da poklice dobro poznamo. Potem poklice lahko spoznamo bolje tudi na takšnih dogodkih, kot je ta na sejmu. Če ste ga že sami kaj obiskali, ste pogledali, se tudi določeni poklici predstavljajo. In pa občasno razna podjetja organizirajo tudi dneve odprtih vrat, kjer lahko greste pogledat njihove obrate in v bistvu tudi poklice, ki jih pri njih zaposlujejo. Tretja stvar, ki smo jo pa že omenili, so pa spet pripomočki, ki vam lahko pomagajo pri boljšem spoznavanju poklicev. Tudi ta program, ki smo ga že omenili, Kam in kako, ima možnost, da lahko poklice raziskujete. Poklice pa lahko raziskujete tudi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, na opisi poklicev in pa na spletni strani mojaizbira.si. Poklici so v teh bazah, je nekoliko več kot 500 poklicev opisanih in nekateri izmed njih imajo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in pa na spletni strani mojaizbira.si priložene tudi video posnetke. Zdaj si bomo pa podrobneje pogledali, kako pa lahko v programu Kam in kako podrobneje raziskujemo poklice. Lahko jih raziskujemo po področjih dela. Torej, teh 500 poklicev je razvrščenih v 30 različnih področji dela. Področja so takšna, bodisi turizem, gostinstvo in prosti čas, ali pa biologija, kemija in farmacija. In ne glede na raven izobrazbe, so po teh področjih, torej 30 različnih področjih, ti poklici razporejeni. In na tak način lahko torej raziskujete, katero je pa tisto področje, ki vas zanima. Druga možnost je pa raziskovanje poklicev po vrsti dela. Vrste dela lahko raziskujete poklice glede na vrsto dela, ki bi vam najbolj odgovarjala. Teh različnih vrst dela je 14. In sicer so te vrste dela, ali gre za stike z ljudmi, ali bi delali v poklicu, kjer gre za skrb za ljudi, ali bi raje opravljali neko praktično delo, ali mora biti aktivno fizično delo. Na ta način je priporočljivo, da raziskujete poklice tisti, ki ste na interesnem vprašalniku Kam in kako dobili mogoče malo predlogov, kateri poklici bi bili za vas primerni, ker ste bili pri odgovarjanju strogi in ste odgovorili, da vas malo stvari zanima. V tem primeru pojdite raziskovati poklice še na tak način, da boste videli, kaj so pa tiste vrste dela, ki bi vam najbolj ležale, ki bi vam najbolj odgovarjale in kateri poklici v to sodijo. Tudi spletna stran mojaizbira.si ima poklice razvrščene po abecednem vrstnem redu in objavljene ponekod tudi videoposnetke. In tudi spletna stran Zavoda za zaposlovanje ima opisane poklice po vrstnem redu in tudi priložene videoposnetke za nekatere poklice. Tako, naslednja vrsta težav, ki smo se je dotaknili, če se spomnite, je bila to, da učenci pogosto poročajo, da imajo preprosto premalo informacij. Pri kariernem odločanju je pač pomembno to, da so informacije, ki jih iščemo, raziskujemo, zanesljive in točne. In danes je po eni strani informacij zelo veliko, po drugi strani pa že težko vemo, katere so pa tiste, ki so zanesljive. Tukaj so pa spletne strani podane, kjer so vam lahko informacije v pomoč in na katere se lahko zanesete. Eden takšnih virov za pridobiti več informacij o srednjih šolah je razpis za vpis. To je dokument, ki danes obstaja v elektronski obliki in je vsako leto, približno proti koncu januarja, objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo, ki je tudi spodaj navedena. In v tem razpisu za vpis imamo
pregled nad šolami, ki sploh obstajajo v naši regiji, nad izobraževalnimi programi, ki jih posamezne šole izvajajo, katere programe izvajajo kot 3-letne programe, torej srednje poklicne izobraževalne programe, oziroma kateri so tisti 4-letni izobraževalni programi, in opisane tudi različne vrste gimnazij in pa splošne gimnazije. V razpisu za vpis so zapisani tudi vsi pogoji za vpis v posamezne šole. Opisani so postopki prijave v srednjo šolo in pa tudi zelo pomembno roki, do katerih je potrebno posamezne aktivnosti opraviti, da je naša prijava veljavna. Tako da razpis za vpis je en pomemben dokument, v katerem lahko dobite vse te informacije. Potem seveda so tudi spletne strani srednjih šol pomemben vir informacij, informativni dnevi, ki jih šole organizirajo, in tudi ta virtualni sejem bo verjetno bogata baza informacij, ki so jih šole za vas pripravile, ne. Potem s katerimi si pogosto učenci tudi pomagajo pri iskanju informacij v zvezi s srednjo šolo in ki omogoča tudi računanje točk, če se odločate za programe, ki imajo pogosto omejitev vpisa, sta potem še dijaški.net in pa mojaizbira.si. Tako, pri pomanjkanju informacij sem povedala, da tudi dostikrat učenci ne vedo, kako pa se sploh načrtno in preudarno karierno odločati. Na tej prosojnici so koraki, ki vam lahko pri tem pomagajo. To so koraki, ki si nujno ne sledijo, kot je zapisano, ampak se med sabo prepletajo. In če gremo skupaj skozi, kaj sploh pomeni načrtno in preudarno karierno odločanje. Torej, to je neko zavedanje vas, učencev, da se bo potrebno ob koncu osnovne šole odločiti in sprejeti odločitev glede nadaljnjega šolanja. In pripravljenost razmišljati o več možnih poklicnih področjih in programih nadaljnjega izobraževanja. In potem nadalje razmišljati o možnih posledicah posameznih izbir. Torej, kaj lahko sledi, če se odločim za en poklic, kaj za drugi, kaj to za mene pomeni. Potem iskanje in zbiranje informacij, ki vam bojo pomagale ovrednotiti ta posamezna poklicna področja oziroma izobraževalne programe, ki so v nekem vašem ožjem izboru. Na osnovi teh zbranih informacij je potem potrebno pogledati prednosti in pa pomanjkljivosti določenih področij poklicnih za nas oziroma programov za nas. V zaključni fazi pa izberemo 2 do 3 najbolj ustrezne programe nadaljnjega izobraževanja in zapišemo to svojo odločitev v prijavi za vpis v srednjo šolo. To so torej koraki načrtnega in preudarnega kariernega odločanja, ki se prepletajo med seboj in naj bi jih upoštevali, ko izbirate srednjo šolo. Govorili smo tudi o tem, da obstajajo težave zaradi tega, ker drugi drugače mislijo. Torej, nihče od vaših prijateljev ne bo šel na to šolo. Starši ali pa učenci, prijatelji, vrstniki, sošolci imajo drugačno mnenje o tem, katera šola oziroma poklic bi bil za vas primeren. Potem lahko se zgodi, da se starši kdo od vas težko pogovarja o tem. Lahko, da tudi ne veste, s kom bi se lahko o tem sploh pogovorili. Ali pa, da se bojite, da ne boste izpolnjevali vseh vpisnih pogojev. Kaj v teh primerih? Če se z drugimi lahko pogovarjate o tem, je priporočljivo, da poslušate njihove argumente, torej staršev, prijateljev
in predstavite njim tudi svoje argumente za neko izbiro, odločitev, zakaj razmišljate tako, kot razmišljate, ne. Potem pomembno je, da se zavedate, da ste vi drugačni, da imate vi drugačne interese, drugačne osebnostne lastnosti in da se zato tudi lahko zgodi, da se odločate drugače, kot mogoče starši mislijo, da bi za vas bilo dobro in da s tem ni nič narobe, da se tokrat odločate vi in je izbira vaša. Če imate težave zato, ker noben od sošolcev ne bo šel na tisto šolo, ki vas zanima. Naj vam povem, da je izbira šole po prijatelju ena najpogostejših napak, ki jih učenci naredijo. Za druženje s prijatelji bo tudi v srednji šoli še dovolj časa na druge načine, ne. Če pa greste v neko šolo samo zato, ker gre tja tudi vaš sošolec, pa potem vidite, da vas pa stvar sploh ne zanima, naj vam povem, da se je težko učiti stvari, ki nas ne zanimajo. Če se ne morete pogovarjati o tem, bodi si starši, bodi si s kom drugim, prosite za pomoč pri tovrstnem pogovoru vašo šolsko svetovalno delavko. Prav tako se pa za pogovor lahko obrnete tudi k nam v karierno središče. Na koncu predavanja vam bom podala tudi kontakte. Če vas je pa strah, da ne boste izpolnjevali vseh pogojev za vpis na določeno šolo, pa kot sem že večkrat omenila, je bolj ustrezno, da si že zdaj tekom razmišljanja izberete 2 ali pa celo 3 najbolj ustrezne programe, ki bi bili za vas za nadaljnje izobraževanje. Da če slučajno do tega pride, da dejansko ne bi izpolnjevali kakšnega izmed pogojev za vpis na vašo prvo izbiro, da ne boste takrat v preveliki stiski, ampak da boste že imeli en rezervni plan, če lahko temu tako rečem. Ja, govorili smo tudi o težavah zaradi pomanjkanja motivacije. Torej, če se vam še ne da razmišljati o tem, če vas srednja šola in izbira srednje šole ne skrbi preveč, če se vam zdi, da imate še dovolj časa za to, kaj v tem primeru? Preverite, do kdaj je potrebno oddati prijavnico za vpis v srednjo šolo. Ali morda že veste? Običajno je to začetek aprila. To bo tudi datum, ki bo objavljen v razpisu za vpis. V lanskem letu je bil naknadno v letošnjem letu, se opravičujem, epidemioloških razmer spremenjen in podaljšan. Bomo videli, kako bo s tem letos, ampak to je rok, ki ga moramo spremljati v nekih teh uradnih dokumentih, ne, da kaj ne bi zamudili. Potem zavedajte se, da odlašanje z odločitvijo, kam bom se vpisal v srednjo šolo, samo po sebi ne pripomore k dobremu odločanju. Da bi kar prepustili to odločitev, kako naj rečem, času, vam ne bo nič pomagalo k temu, da bi bila vaša odločitev dobra. Bolje si je narediti en načrt aktivnosti in se pri tem spremljati. Kaj pomeni načrt aktivnosti? To so naloge, ki jih lahko izvedete do takrat, ko je potrebno oddati prijavnico za vpis, s katero boste bolje spoznavali samega sebe, bolje spoznavali poklice, prosili koga za pogovor v zvezi s tem. Se opravičujem. Tukaj sem vam navedla en načrt aktivnosti kot primer. Ta načrt aktivnosti je za vse lahko popolnoma drugačen in si ga pripravi sam, glede na to na kateri točki je v zvezi z odločanjem in v zvezi z izbiro srednje šole. Je pa tu en tak predlog nalog, ki jih lahko za to opravite. Če pa sami ne veste, kako bi se lotili tega in kako bi si pripravili ta načrt, pa prosite za pomoč pri tem ali šolsko svetovalno delavko ali pa se obrnete na nas.
Se opravičujem. Če imate težave pri izbiri srednje šole, zato, ker se vam zdi, da je le ena srednja šola prava in edina za vas, ker se vam zdi, da boste z izbiro šole izpolnili vse svoje življenjske želje in cilje in da lahko srednjo šolo samo enkrat, naj vam povem, da so to prepričanja, ki vas lahko ovirajo pri odločanju in da so to prepričanja, ki ne držijo. Naj vam povem, da lahko človek z istimi interesi dobro opravlja različna dela. Torej, da je več poklicev, ki jih lahko isti človek dobro opravlja. Da oziroma poklica lahko vodijo tudi različne srednje šole oziroma poti. In tako kot smo že večkrat povedali, da je dobro razmisliti, naj ne bo samo ena šola tista ena in edina, ampak imejte rezervni plan, vsaj 2 ali pa celo 3 izbire srednje šole. Tako, naše predavanje se približuje koncu. Upam, da ste dobili vsak od vas kaj zase. Tukaj sem pa nanizala še nekaj misli za popotnico. In sicer, čeprav smo se pogovarjali o kariernih odločitvah, ki so pomembne in zahtevajo o nas, pa vseeno, da se zavedamo, da te odločitve niso vedno tako usodne, kot si mislimo. Da gre za en del v naših življenjih in da so tudi neke odločitve lahko popravimo v bodoče. Naj vam povem tudi to, da je odločitev in da smo ljudje nagnjeni k temu, da ko se nekaj odločimo, razmišljamo, kako bi pa bilo, če bi se odločili drugače. In naj vas potolažim, da tudi če bi se odločili drugače, bi spet takrat razmišljali, kako bi pa bilo, če bi se odločili za tisto prvo stvar. In da je danes pomembno v karieri, v delu, skozi celotno delovno kariero ohranjati zaposljivost. Kar pa pomeni, da je treba biti spreten z tem kariernim odločanjem, z spretnostmi glede tega, da se zavedamo, kakšne so naše sposobnosti, kompetence, kaj z njimi zmoremo doseči in pa predvsem, da smo pripravljeni in prilagodljivi vse življenjsko učiti in izobraževati. Danes ni več tako, da bomo opravili eno šolo in bomo s tem delali do konca življenja, ampak se bomo tudi tekom, ko bomo že v službi, vedno znova in znova učili in tudi spreminjali karierne poti in svoje poklice. Uspešno vam želim in lep pozdrav. Hvala za vašo pozornost. Daša, jaz se ti tudi zahvaljujem. Zdaj vsem udeležencem, če želite, vam pošljem tole prezentacijo, ki jo je Daša pripravila kar preko četa. Jaz upam, da bo zadeva delovala. Tako. Če so kakšna vprašanja, vam predlagam, da jih postavite preko četa. Daša, ga vidiš spodaj, lahko kar spremljaš. Vidim, da nekdo nekaj piše, pa lahko spremljaš, če so še kakšna vprašanja. Ok, jaz mislim, da sem... Zdaj, jaz vprašanja nobenega ne vidim, bolj hvale, da me popraviš, pa mi mogoče ti prebereš kakšnega. Tudi jaz ne vidim samo, da so prosili za prezentacijo. Pa sem jo poslala. Hvala, nasvidenje, pošljite prezentacijo. Evo, hvala potem tudi vsem vam. Še tipkajo, še počakamo.